Bliskovni pomnilnik, drugače imenovan tudi flash memory, je vrsta računalniškega pomnilnika, ki ga lahko elektronsko izbrišemo ali reprogramiramo. Ta tehnologija je bila primarno uporabljena v pomnilniških karticah in USB ključkih, ki so služili kot ključne naprave za prenos podatkov med računalniki in drugimi digitalnimi napravami. Jedro celice bliskovnega pomnilnika so plavajoča vrata, ki so izolirana od električnega tokokroga in so sposobna hraniti električni naboj ter posledično spustiti tok iz izvora do ponora tranzistorja. Plavajoča vrata so električno izolirana, nimajo nobenega električnega kontakta, kar pomeni, da bo naboj tam ostal zelo dolgo, praktično leta. In prav to omogoča plavajočemu tranzistorju, da shranjuje podatke. Tako so prav vsi podatki shranjeni kot naboji na teh plavajočih vratih. Prvi možen pristop za shranjevanje podatkov na podlagi stanja naboja v plavajočih vratih je tako, da imamo dva različna stanja naboja. Eden z nekaj negativnega naboja in drugi brez naboja. Stanje negativnega naboja predstavlja bitno vrednost 0, stanje brez naboja pa predstavlja bitno vrednost 1. Takšen pristop uporablja SLC oziroma Single Level Cell, ki uporablja dve stanji. In iz tega sledi, da je en bit vkodiran v en plavajoči tranzistor. Vendar to ni edini pristop. Drugačen pristop je tako, da imamo več kot samo dve stanji naboja. Tukaj imamo prikazano 4 stanja, vendar jih je lahko tudi 3 ali več. Takšen pristop uporablja EMLC oziroma Multi-Level Cell, ki uporablja več kot samo dve stanji naboja. Iz tega sledi, da imamo na plavajočem tranzistorju več kot samo en bit. Takšen pristop uporablja MLC oziroma Multi-Level Cell, ki uporablja več kot samo dve stanji naboja. Iz tega sledi, da lahko na en tranzistor s plavajočimi vrati shranimo tudi več kot samo en bit. In prav to nam omogoča zagostejše shranjevanje podatkov, vendar ima svoje slabosti. In to so tolerance. Zaradi več različnih stanj naboja, med katerimi so manjše razlike, in moramo imeti manjše tolerance, da jih lahko razločimo, kar pa povzroči več napak. Funkcionalni bliskovni pomnilnik mora omogočiti branje in zapisovanje. Začeli bomo z branjem. Celico beremo s šibkim merilnim tokom. Če merilni tok pride skozi celico, to pomeni, da plavajoča vrata niso nabita. To pa pomeni logično enico. Če pa ga na izhodu ne moramo izmeriti, potem so vrata nabita z elektroni in celica hrani logično ničlo. Da elektroni ne bi izginjali iz plavajočih vrat, so ta ločena s tanko plastjo neprevodne izolativne snovi. Ko v celico pišemo ali brišemo podatke iz nje, je potrebna višja napetost, da elektroni lahko premagajo trenje pri prehodu skozi izolacijsko plast. Višja napetost upočasni proces pisanja oziroma brisanja. Spodaj na grafu lahko vidimo dve različni krivulji. Prva pri logični enici, druga pri logični ničli. Torej, da bi prebrali na plavajočih vratih vrednost, skozi veze spustimo nek vmesno napetost in izmerimo tok. Torej, če je tok 0, pol vemo, da smo na spodnji krivulji in da je v plavajočih vratih shranjena vrednost logične ničle. V primeru pa, da je nek pozitiven tok, pol vemo, da smo na zgornji krivulji in da je vrednost logična enica. Pristop za branje MLC je prav tako podoben prvotnemu, pri katerem imamo več krivulj, prav tako imamo tudi več merilnih napetosti. Tok izmerimo pri vseh vmesnih napetostih in tako izračunamo vrednost v plavajočih vratih. Sedaj vemo, kako so podatki prebrani z bliskovnega pomnilnika. Kako pa podatke zapišemo? Kot vemo, plavajoča vrata nimajo nobenega električnega kontakta. Iz tega zaključimo, da jim moramo naboj poslati skozi izolacijsko plast. En način je, da uporabimo kvantno tuneliranje.
V primeru, da ima ovira več energije kot delec, delec ne preide skozi. Delcu, ki potuje skozi oviro, eksponentno pada energija. Ker je to eksponentno, lahko to izkoristimo v našo prednost. V primeru, da razširimo oviro, na drugi strani dobimo zelo nizko vrednost oziroma skoraj nič, zanemarljivo nič. Torej bo delec ustavljen. Torej to lahko uporabimo kot stikalo. V primeru, da je ovira tanka, delec pride skozi. V primeru, da je ovira debela, delec ne pride skozi. Eksponenten padec energije elektrona je za nas zelo pomemben, saj želimo, da elektroni na plavajočih vratih ostanejo shranjeni mnoga leta. Vendar želimo, da potujejo skozi, ko je ovira tanka. Torej, kako to tehnologijo uporabimo na tranzistorju s plavajočimi vrati? Pred nami je diagram kontrolnih vrat in plavajočih vrat in izolacijske snovi med njima. Kot vidimo, med njima ni nobenega toka. V tem primeru je izolacijska snov predebela, da bi delci potovali. Torej, kako zožimo izolacijsko snov? Tako da priključimo kontrolna vrata na višjo napetost. To bo povzročilo visoko napetostno polje med kontrolnimi in plavajočimi vrati. Oblika ni več pravokotna, ampak je paralelogramska, vendar osnovni princip ostaja. Še vedno ostane eksponentna odvisnost, elektroni lahko potujejo skozi oviro, ko pridejo skozi, imajo še nekaj odvečne energije in pripotujejo do kontrolnih vrat. Torej, tako spravimo negativne delce z plavajočih vrat, tako da kontrolna vrata priključimo na višjo napetost. Prav tako lahko storimo ravno obratno. Na kontrolna vrata priključimo višjo negativno napetost in tako negativni delci preidejo skozi izolativno snov in pristanejo na plavajočih vratih. Torej, iz tega sledi, ko na kontrolna vrata priključimo pozitivno napetost, delce iz plavajočih vrat izvozimo. V primeru, da na kontrolna vrata priključimo negativno napetost, pa negativni delci preidejo na plavajoča vrata. Pomembno si je zapomniti, da v obeh primerih tukaj uporabljamo višje napetosti kot pri branju. Kasneje bomo tudi omenili posledice te visoke napetosti. Drug način je, da uporabimo Hot Electron Injection oziroma Hot Carrier Injection, HCI. Osnovni princip deluje tako, da vzpostavimo napetost med izvorom in ponorom. Električno polje tukaj pospeši elektrone. V primeru, da so pospešeni dovolj hitro, dosežejo dovolj visoko kinetično energijo, da preskočijo izolacijsko snov. Elektroni prepotujejo določeno pot, tako dobijo kinetično energijo in v primeru, da je kinetična energija večja kot energija ovire, elektroni uspešno preidejo skozi njo. Tako preidejo iz čipa v plavajoča vrata. Napetost med izvorom in ponorom ni dovolj. Treba je vzpostaviti napetost med samimi vrati in izvorom. To pa zaradi dveh razlogov. Prvi razlog je to, da morajo biti elektroni že v toku. V primeru, da jih ni, potem ne moremo od nikjer dobiti elektronov. Drugi razlog pa je to, da moramo imeti manjše električno polje, tako da privabimo elektrone skozi oviro. Torej, predstavil sem dva načina, kako prenašamo elektrone skozi oviro. Kot ste mogoče opazili, oba načina izkoriščata visoke napetosti in visoka električna polja. In prav to ima negativne posledice, saj omejuje število zapisov v plavajoča vrata. Kaj se zgodi,
elektroni pridobijo visoko kinetično energijo in to energijo sproščajo z trkanjem ob izolacijsko snov. In to poškoduje izolacijsko snov. Te poškodbe se kopičijo skozi čas in ko dosežemo dovolj veliko poškodbo, na tista vrata ne moremo zapisati več podatkov. Za SLC se to zgodi približno 100.000 zapisi, pri LMC pa od 1000 do 10.000 zapisi. Razlog, zakaj ima LMC toliko manj zapisov, je zato, ker so toliko niže tolerance. In tako že pri majhni poškodbi izolacijske snovi LMC ne deluje. Prav zaradi tega problema z zapisovanji imajo bliskovni pomnilniki kontrolo izrabe, oziroma po angleško wear leveling. Saj če bi zapisovali podatke na enak blok znova in znova, bi tisti blok zelo hitro postal popolnoma neuporaben. Zato je kontrola pred obrabo nujna. Torej, s tem smo pojasnili zapisovanje pri tranzistorju s plavajočimi vrati. Sedaj bom razložil različne načine razvrščanja tranzistorja s plavajočimi vrati. Obstajata dva pogosta načina, kako razporediti tranzistorje z plavajočimi vrati. Prva razporeditev poveže tranzistorje s plavajočimi vrati paralelno. Ta se imenuje NOR, po vratih NOR. Saj poudarja videz NOR vrat. Na vhodu NOR bliskovnega pomnilnika ima vsaka celica en konec priključen na nično vrednost, drugi konec pa je neposredno povezan z bitno linijo. To ureditev imenujemo NOR flash. Ko se ena izmed besednih linij, vezanih na kontrolna vrata celica, dvigne visoko, ustrezni shranjevalni tranzistor povleče izhodno bitno linijo navzdol. Tudi NAND bliskovni pomnilniki uporabljajo plavajoča vrata, ampak je več tranzistorjev vezanih v serijo in le če so besedilne linije visoke, nad tranzistorjevim pragom napetosti je bitna linija nizka. V primerjavi z NOR bliskovnimi pomnilniki, za zamenjavo enotnega tranzistorja s serijsko vezanimi skupinami zvišamo nivoje naslavljanja. Torej, kako se odločimo, katera razporeditev nam je boljša? Torej, NAND ima višjo gostoto zapisovanja podatkov. To pa zato, ker ima NAND samo eno izumljitev za celotno serijo tranzistorjev s plavajočimi vrati. Medtem ko ima NOR povezavo z ozemljitvijo za prav vsak tranzistor s plavajočimi vrati. In prav te povezave z ozemljitvijo zavzamejo veliko prostora. Torej, NAND se uporablja za USB ključke, pomnilniške kartice in SSD-je. NOR flash je še vedno izbirna tehnologija za vgrajene aplikacije, ki zahtevajo diskretne pomnilniške naprave s shranjevanjem podatkov tudi brez električnega napajanja. Nizko prebrane latence, značilne za NOR naprave, dovoljujejo tako neposredno izvajanje kode, kot tudi shranjevanje podatkov v enem pomnilniškem izdelku. Tehnologije elektronskih pomnilnikov v razvoju so zelo usmerjene predvsem v treh smereh. Kako pisati podatke v celico hitreje, kako izdelati celice bolj robustno in povečati število pisanj, ter kako zmanjšati porabo energije, saj je to tudi ključno pri mobilnih napravah. Danes v računalništvu je prenos podatkov in hranjenje podatkov izrednega pomena. Vsi težimo k temu, da bi prenos potekal na čim lažji način in kar se da najhitreje. Razvoj pomnilnikov skozi zgodovino je zelo napredoval, ter tudi na tržišču je veliko vrst pomnilnikov. Za prihodnost napovedujejo, da bodo bliskovni pomnilniki izpodrinjeni z nekaterimi drugimi vrstami pomnilnika, kot so Sonos, upornostni RAM, PRAM ter NanoRAM. Torej si lahko v prihodnosti obetamo še veliko novega na področju pomnilnikov. Audio Jungle.